Število dnevno odkritih okužb s koronavirusom skokovito narašča. V torek so opravili 5891 testov na novi koronavirus. Pozitivnih testov je bila kar četrtina. Potrdili so torej 1503 nove okužbe, število aktivnih primerov se je povečalo na 8860. V bolnišnicah se zdravi 333 ljudi s COVID-19, na intenzivni negi 55. 8 bolnikov s COVID-19 je umrlo, kar je skupno število povečalo na 200. 1503 okužb je skoraj dvakrat več kot v ponedeljek, ko je bilo okužb 794. Število dnevno odkritih okužb torej skokovito narašča. Pri tem je treba poudariti, da se odkrije in poudari le del dejanskih okužb v populaciji. Strokovnjaki so pred dnevi dejali, da je okužen odstotek slovenske družbe, torej nekje 20 tisoč ljudi. Delež se je odtlej najbrž še povečal. Dokler še ni cepiva, ki ga sicer razvija več držav, po nekaterih napovedih bo na voljo v začetku prihodnjega leta, se je kot uspešna metoda zdravljenja najbolj prizadetih pokazalo zdravljenje s plazmo ljudi, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 in boleznijo COVID-19 že preboleli. Zato je Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino pozval take ljudi, naj darujejo plazmo, v kateri so protitelesa. Plazma je tekoči del krvi, ki ima posebne sestavine, torej brezcelični del krvi. V plazmi prebolevnikov, torej tistih bolnikov, ki so uspešno preboleli bolezen COVID-19, pa so posebna protitelesa, ki so specifično usmerjena prav proti virusu, ki povzroča bolezen COVID-19. In gre za pasivni prenos protiteles z transfuzijo te plazme v bolnika. V bolniku pa ta protitelesa bodisi zamejijo, oslabijo ali pa celo uničijo virus in s tem pripomorejo bolnikovemu lastnemu imunskemu sistemu, da hitreje odreagira in da bolezen hitreje premaga. Študije so pokazale, da se zmanjša lahko umrljivost bolnikov za COVID-19, prav tako se zmanjša tudi ležalne dobe. Protitelesa v plazmi so lahko namenjena tudi preventivi. Če se je nekdo samo stopil v kontakt z zbolelim in bi s tem preprečili sploh zbolevnost. Zdravljenje nekaterih okužb s plazmo je že dobro znana praksa še iz časov pred cepivi. Tako so zdravili številne nalezljive bolezni, med njimi ošpice, davico, tudi špansko gripo leta 1918. A vrnimo se v leto 2020, ko smo še nekaj mesecev oddaljeni od cepiva proti koronavirusu in je trenutno najuspešnejše zdravilo plazma prebolevnikov. Ki pa je ni v neomejenih količinah, saj je povezana s številom nekdanjih okuženih, ki se odločijo, da bodo darovali kri. Darovalcu odvzamemo samo ta tekoči del krvi, medtem ko vse celice vrnemo nazaj krvodajalcu. Ker iz vsake plazmafereze pridobimo vsaj 2 enoti za zdravljenje bolnikov,
je na voljo že nekaj takih plazem. Žal vsi prebolevniki, to pa je posebnost koronavirusa, tudi po nekaj mesečnih ali tedenskih poteku od začetka bolezni nimajo dovoljšnega števila protiteles, je pač imunski sistem vsakega posameznika drugače narejen, drugače ustvarjen. Trenutno je na podlagi določanja vsebnosti nevtralizacijskih protiteles na voljo nekje 40 takih enot. Če vsak bolnik bi prejel vsaj 2 enoti, torej za nekje okvirno vsaj 20 bolnikov bi uspeli preskrbeti. Pred infuzijo plazme morajo zagotoviti krvnoskupinsko skladnost, da imata darovalec plazme in prejemnik enako krvno skupino. Želeli bi si, da bi imeli vsaj 200 takih enot, zato da bi nekako preskrbeli vse tiste krvne skupine, ki so v populaciji bolnikov najbolj pogoste. Vemo, 40% bolnikov je in krvodajalcev je krvne skupine A, potem sledi 0 in B in AB. Torej, trenutno imamo težave tudi z B krvno skupino in AB krvno skupino, ki bi bile zelo cenjene. Na transfuzijski službi skrbijo za krvne komponente in prebolevniško plazmo v skladu s vsemi ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni. Dolžni smo poskrbeti za varnost in preprečevanje širjenja tako med krvodajalci, kot seveda tudi med zaposlenimi, da ne bi z nekimi možnimi zbolevniki unesli tudi COVID v naše sodelavce, med naše zaposlene, kajti s tem bi lahko ohromili našo dejavnost. Če ste pripravljeni sodelovati in darovati plazmo za zdravljenje bolnikov, lahko to sporočite na plazma@ztm.si ali pokličete na telefon 030 485 510 vsak delovnik od 8 do 13 ure.